mešalne posode, v katerih pripravljamo testo za krofe, se pravi je mešanica jajc, mleka, moke, arom. Se probamo približati, da je krof, kot je od naših babic. Brez krofov ni pusta. Tradicionalno pustno pecivo iz kvašenega testa je posebej v tem delu leta izjemno priljubljeno iskano. Sestavine skoraj povsod enake, pa vendar krof ni enak krofu. Krof dejansko, ko ugriznemo v njega, mora imeti polno aromo. Ne bi bil prevelik za današnje čase, naj bi bil še malo hrustljav. To je tisto, kar pove okus. Seveda najprej pa jejo oči. Zato je seveda pomembno tudi, kako je videti, kakšne oblike, koliko je na vrhu sladkorja. Najprej pa v največjo krofarno pri nas, ki za slovenski trg samo v pustnem času izdela 10 milijonov krofov. Na zadostno zalogo se začnejo pripravljati že avgusta. Cirka 200 tisoč na dan, tam slabe 5 milijonov na mesec, to pomeni 50 milijonov na leto. Količine, ki si jih težko predstavljamo, industrijski avtomatiziran proces dela brez odmora. Polovico prodajo pri nas, ostalo izvozijo v 7 držav. Začne se seveda s testom, da bi lahko sledili takšnim količinam, uporabljajo pripravljeno mešanico jajca v prahu. Vsak krof, ki se bo znašel na polici, mora biti enak, zato določijo težo. Potem gre pa na oblikovalni boben, da dobi naš krofek eno lepo, gladko površino, s katero mu preprečimo, da gre maščoba v njega. Krof po oblikovanju gre v prvi del komore, v kateri naš krofek počiva, zato da se mu ta glutenska mreža sprosti. Krofek tudi sploščimo, zato da dobi lepo obliko in da je škatlica polna. Šele nato 2 uri vzhaja na določeni vlagi in temperaturi. Krof pečejo 2 minuti in pol na vsaki strani, da doseže visoko kapico in lepo rjavo barvo. Avtomatsko ga polnijo ter ohlajajo, zato da je sladkor po posipanju obstojen. Pri ročnem pakiranju izločijo nepopolne izdelke, vse krofe, potem ko so zloženi na paleto, zmrznejo na -22 stopinj. Tukaj grejo naši krofki v skrinjo, evo, ti prvi čakajo že na traku. Krofi niso slovenska jed, k nam so prišli iz dunajske kuhinje, prve naj bi začela pripravljati dvorna kuharica Cecilia Krampf v prvi polovici 19. stoletja. Bili so manjši, kot jih poznamo danes, pravi Boža Grafenauer, doktorica etnologije, predavateljica na Višji šoli za gostinstvo in turizem na Bledu. Naši predniki so pa te krofe seveda delno prevzeli in jih pa prilagodili našemu načinu življenja. To pomeni, da so bili najprej brez polnila, marmelada je prišla v rabo dosti pozno in krof, prazen krof kot tak je bil že velik preskok, neka novost. Če so jih takrat na Dunaju cvrli na maslu, so jih pri nas na svinjski masti, šele kasneje na rastlinskem olju. Tudi oblika je bila drugačna, nepravilna. Danes je zunanjost krofa dodelana, pravi Tomaž Vozelj, podpredsednik Društva kuharjev in slaščičarjev, vsakoletni ocenjevalec na tekmovanju za najboljši krof. Prinesli smo mu 5 različnih krofov, ki smo jih kupili naključno na različnih prodajnih mestih. Prvi je iz pekarniške verige, stal je 1 evro, za drugega smo v diskontni trgovini odšteli 63 centov. Tretji je prav tako stal 1 evro, kupili smo ga v manjši pekarni. Četrti za 68 centov je iz večje trgovske verige. Zadnji 5. je bil najdražji, hkrati tudi največji. Stal je 2 evra, kupili smo ga v okrepčevalnici in slaščičarnici. Ni glih najbolj svež, zato ker se je že malo skrčil. Če ga prerežemo, ta krof po dolžini, po trdoti vidimo, da je ta marmelada zelo čvrsta, to se pravi, da ima kar nekaj pektina dodanega. Je testo zelo lahko, kar pomeni, da nima veliko maščobe. Zdaj, ko sem jaz to krof ugriznil, je ta krof postal rahlo pacast. Na hitro, če bi pogledali, bi rekli, da je to mogoče to kakšna industrijska mešanica za pripravo testa. Je malo bolj hrustljav, to se pravi malo bolj zapečen. Tudi, ko ga prerežemo, je videti veliko bolj rahel, malo bolj masten kot prejšnji, To se pravi, da v fritezi, ko se je pekel, še mogoče v malo preveč hladno maščobo. Pri tem krofu se tudi vidi, da je marmelada redkejša, to se pravi, nima toliko dodanega pektina, kar pomeni, da bo tudi boljša na okusu, ker ne bo toliko zategla. Tudi vidimo, da se ta krof ne lepi toliko kot oni.
Tudi veliko bolj prijeten okus. Polnilo je zelo pomembno pri končnem okusu. Naziv marmelade je zaščiten z evropsko zakonodajo in je rezerviran zgolj za izdelke iz citrusov. Ekstra džem in džem sta narejena iz celih koščkov sadja in morate imeti najmanj 45 oziroma 35% sadnega deleža. Domača marmelada 30 in ekstra domača marmelada 45%. Vse, kar je pod to mejo, so le sadni namazi. Višji kot je delež sadja, je praviloma višja tudi cena. Pri tem krofu vidimo, da je starejši, zapravo se je že zunanji del osušil, se je že tudi posedel in če tako pogledamo, ima notri tudi odprtino. To se pravi, pri samem vzhajanju je prišlo do tega, da se je preveč vdignil. Teh lukenj načeloma v krofu ne sme biti. Samo testo je zelo prazno, da zapravo nima neke polnosti okusa. Ta nadev ni pač enakomerno razporejen. Vidi se tudi, kako se sprejema skupaj. To se pravi, da je kar precej vlažno pacasto testo. Po vonju je dejansko pač bolj krušno testo. Navadno kvašeno testo ni glih primerno za krofe, če temu tako rečemo. Ni vanilije, ni ruma. Samega okusa pa ni. Prazno. In zadnji med 5 vzorci. Ta krof je zdaj večji, vidimo, da je tudi nekoliko bolj masten. Če pogledamo, testo je zelo neenakomerno obdelano. Notri je tudi kar velika odprtina. Glede na barvo, ki je tudi nekoliko temnejša, bi rekli, da je bilo olje prevroče. Okus, recimo pod vseh ostalih 4 je pa boljši. In tudi sama aroma. Danes je zgodovinski dan za Slovenijo, saj smo z avtocesto povezali vzhod in zahod države. Urška Strnad, vodja gostinstva Trojane, je čustvena, ko se spomni tistega dne. V gostišču ob regionalni cesti, že takrat znanem po krofih, so trepetali za službe. Res smo bili v strahu, kaj bo. Bali smo se za svoje službe v bistvu, ampak bili smo presenečeni, da nas imajo ljudje tako radi. Zgodba o trojanskih krofih se takrat ni ustavila, prav nasprotno, svojo prodajo so še povečali. Zaradi njihove prepoznavnosti vozniki iz vse Evrope zapuščajo avtocesto. Possiamo aiutare, non è problema. Kako pago? Sì, mio collega fa conto. 15 karton. Ok. V čem je skrivnost teh tradicionalnih krofov? V pravilni obdelavi testa največji procent odigra dobra kvalitetna moka. Recept star 60 let do danes ga niso spreminjali. Kot darilo takrat redkim voznikom, ki so se na prvi asfaltirani cesti na stičišču vzhodne in zahodne Slovenije ustavljali v njihovem gostišču, ga je osmislila takratna gospodarica Rajka Konšek. Najprej je bil brezplačen, a kmalu je povpraševanje tako zraslo, da jih je začela tudi prodajati. Leta 1963 so, kot kaže fotografija, slavili 100 000 prodanih krofov. Danes, dobrih 60 let pozneje, Do zdaj smo jih prodali nekje 144 milijonov. mesečno jih spečejo od 250 do 300 tisoč in zanimivo, največ prometa nimajo v pustnem času, temveč septembra in oktobra. Zgolj za občutek, kaj to pomeni v surovinah, do 30 ton moke, 4 tone rumenjakov, 1600 kg margarine, 130 litrov ruma, tona vaniljevega sladkorja, 6 ton marelične marmelade in 6000 litrov olja za cvrtje. Temperatura je okrog 50 stopinj, vzhajajo pa nekje od 2 do 2 ure in pol. 19 minut jih cvremo. V tem cvrtnjaku je 1100 litrov olja, tu je nekje polovica cvrtja krofa, kjer se avtomatsko obrnejo. Vsak trojanski krof mora imeti ta značilen, mi rečemo krancelj, ker le to daje krofu tisti lep izgled. Polnijo jih z različnimi polnili. Marmelada, ki jo uporabljajo, je zaščitena z njihovo recepturo, zgolj za njihove krofe. Pečejo sproti. Zaloge, če jih preseneti večje povpraševanje, skoraj ni. Ta zaloga ni ravno Ta zaloga velika. je nekje za pol urce, več ne.
Krof je visokokalorično živilo, ki vsebuje rafinirane osnovne surovine. Zato sodi v kategorijo nezdrave prehrane. Ko krof cremo, ga cremo v olju, spet seveda odvisno v kakšnem olju, tam pa lahko nastajajo transmaščobe. Te so tiste, ki so morda najbolj nevarne, ker povzročajo različne vnetne procese. Odrasla ženska potrebuje okoli 1800 kalorij dnevno, moški od 2000 do 2200, odvisno od gibanja. Zgolj enim krofom pa vnesemo od 300 do 700 kalorij, odvisno od njegove velikosti, opozarja prehranska strokovnjakinja Mojca Cepuš. Je 700 kalorij recimo vrednost enega dobrega kosila, ki vsebuje meso, krompir, solato. Tako da krof je pravzaprav po kalorični vrednosti gledano kosilo, ni pa po prehranski vrednosti enakovreden. Vendar to, da krofe, ki veljajo za mastno sladico, jemo ravno v času pusta, ni naključje. Najbolj prepoznana hrana v času pusta je mogla biti zelo mastna pa nasitna, ker je pustnemu obdobju sledil 40-dnevni post do velike noči. In tudi beseda pust izvira iz besede meso pustiti. Takrat je čas za razmislek, kaj lahko pri svoji prehrani spremenimo, pravi. Predtem pa moramo tudi uživati. Hrana ima namreč tudi socialno noto in ta ni nič manj pomembna. Pust je čas, ko je pač potrebno jesti praznično hrano, kajti pust je praznik. Takrat, če pojemo krof ali dva, se mi zdi, da je to popolnoma primerno času. Proizvajalci pri nas nimajo toliko kapacitet, da bi zadostili povečanemu povpraševanju po krofih v pustnem času. Zato so na trgovskih policah večinoma odmrznjeni izdelki. Narobe z njimi ni nič v bistvu, ker držijo formo, držijo obliko. Res pa je, da jih je treba pravilno utajati. To se pravi, da se jih ne dajo zdaj v neke mikrovalovne pečice, ampak če se utajajo na sobni temperaturi, se lepo potresejo z sladkorjem v prahu, so, bom rekel, po okusu neko vredno enodnevnem starim krofom. Niso pa neko vredni, bo neko tistim popolnoma svežim. V ljubljanskih Črnučah se v pustnem času že leta vijejo kolone kupcev. Vse je zaparkirano, ljudje čakajo v vrstah, pri nas pa dogaja na polnost. Kličejo vsako minuto, telefon zvoni, pravijo, če bi radi naročili. Dišeči, sveže pečeni krofi se prodajajo s takšno hitrostjo, da v vitrini ponavadi počakajo komaj nekaj minut. Za temi vrati pa se od zgodnjega jutra meša testo. Moka, sladkor, malenkost soli, kvas zelo pomemben, dnevno sveža jajca. To mora vse nekdo ročno razbiti. Tako, ja, pa mora dobro biti razbito, se pravi, ne sme biti beljaka preveč notri. 15-20 minut se meša, da se lepo zveže med sabo in dobi ta pravo konsistenco. Na to je čas za prvo vzhajanje. Izdelava krofov je dolgotrajen proces. Od prvega do zadnjega koraka minejo tudi do 3 ure. Ker gre za vzhajano testo, sta pomembna stalna temperatura prostora in previdno ravnanje. Med to fazo testo moramo zelo nežno in pazljivo enakomerno zvaljati po mizi. Se pravi, mora zadeva biti dovolj še kompaktna, da vzhaja. Na kakšno debelost ga je treba zvaljati? Tam nekje 2, 3, 4 cm, čisto odvisno. Da vidimo, naprimer, kako se vsak ročno posamezno reže. Pri tem tudi kakšna oblika ni enaka. So družinska slaščičarna 3 generacij. Krofe pečejo že četrt stoletja, širšo prepoznavnost in priljubljenost pa so dosegli v zadnjem desetletju. V pustnem času jih spečejo na tisoče. Pomembna je prav vsaka malenkost. Moka istega proizvajalca, pravijo, se ne obnaša vedno enako. Treba je prilagajati tekočino v testu, ga vzhajati počasi. Krofi so zdaj narejeni in grejo na vzhajanje za približno 1 uro na konstantni temperaturi 35 v komoro in počakamo, da zrastejo. To je drugo vzhajanje. Tako, ja, tako. Čeprav so pri nas najbolj prodajani klasični marelični, krofi prihajajo v številnih različicah. Probali smo že krofe z slanino, z ocvirki, z hmeljem, z medenim nadevom, z recimo cvetnim prahom. Lea Sterle in Stela Špolar iz Biotehničnega izobraževalnega centra sta lani zmagali z inovativno različico, pivskim krofom, ki je ponazarjal vrček piva. Testo sta rahlo prilagodili. Torej naše infuzirano mleko s hmeljevimi vršički, ga bomo precedili in predno bomo zagnetli testo in uporabili kvasni nastavek. Bomo še dodali pivo. Pomembno je, da je sveže odprto. Koliko ga boste dodali? Približno 1 kozarec. Potem ga zmešajo in oblikujejo v kroglice. Za popoln krof je treba poznati tudi nekaj skrivnosti. Pomembno je, da je testo ravno prav vzhajano.
pogledaš, če se vrača nazaj. Ne? In kot vidimo v tem primeru testo ima še dovolj moči, da pride nazaj v svojo obliko, počakamo mogoče še na 5 minut in potem damo v cvrček. Olje ne sme biti ne pretoplo, ne prehladno. Krofi se običajno peče tam nekje okoli 160 stopinj. Če nimate termometra doma s kuhalnico, če se začnejo pojavljati mehurčki, potem je olje dovolj segreto. To so že pripravljeni krofi in so za cvrečje gotovi. Zdaj jih pa damo v olje, takole na glavo, pa ne preveč. Fajn je, da je dovolj široka posoda, da čim več krofov odsvremo lahko naenkrat. Približno 3 minute se cvrejo in potem še obrnemo in na drugi strani. Zdaj so na primer krofi pripravljeni in jih obrnemo na drugo stran. Vsaka sekunda cvetja je pomembna, pozna se na končni barvi krofa in okusu. Če jih pripravljate doma, še en nasvet. Da ostane ta lep krajcelj dovolj širok in da ne spade spol skupaj, ko se ohladijo, ga moramo malo zacvreti, ne? Par sekund, tako da v bistvu dobi to skorjico in bolj bo ostal tudi kasneje lep. Zdaj še k končni oceni. Nobenega od 5 krofov, ki smo jih prinesli, nismo kupili pri izdelovalcih, ki smo jih obiskali. Med temi 4 so zgleda bolj industrijski, ta nekoliko bolj na domače deluje. Kar se tiče pa po formi, po obliki, recimo, da je bil tale nekako najlepši. Dejstvo pa je, da 50% točk predstavlja okus, kar pomeni, da v takem primeru bi bil zmagovalec tukaj. To je najdražji od 5 krofov, stal je 2 evra. Cena je ponavadi odvisna od kakovosti marmelade, od tega, ali je krof izdelan strojno ali ročno, ali je v testu maslo ali olje, jajca v prahu ali sveža, koliko je ruma, vanilije, ki je izrazito draga. Cene so od 50 centov pa vse do 3 evrov. Kulinarika je ena od prepoznavnih temeljev turizma. Tako kot je Bled znan po kremšnitah, so denimo Trojane po krofih. Grajenje tradicije in vzdrževanje kakovosti je pravi ključno, da ljudje določen kraj obiščejo ravno zaradi kulinarike. Naš rekord je 18.700 krofov. V enem dnevu. V enem dnevu, ja. Se pa proizvajalci trudijo uvajati novosti, slediti pa vpraševanju. Pistacijevi krofi, to je letošnja noviteta. Ratali so zelo popularni, sploh na internetu ta pistacija in smo rekli, zakaj ne. Smo probali in zadeva se je lepo prijela in so kar priljubljeni. Imamo in vaniljo in kakav v enem krofu, poleg enega samega polnila. Stela in Lea sta za svoj inovativni krof pripravili pivsko meringo. Iz suhega beljaka in pa piva pripravljena taka beljakova zmes. 5 minut bo zadosti in bo ratala taka pena, stabilna pena. Odločili sva se za slivovo polnilo, ker se nama je to zdela najboljša kombinacija in sva krof postavili po konci. Prilepili sva ga s čokolado, bova nabrizgali pivovo meringo. Kot pri vrčku piva, nekaj pene ponavadi steče ven z kozarca. Jo bova še po vrhu zažgali, bova še dekorirali s suhim jedilnim cvetjem. Ustvarjalnost ne pozna meja, krofi so lahko tudi brez laktoze. Namesto mleka je v testu mineralna voda, pripravljajo jih z drožmi, celo iz polnozrnate moke. A prav nič ni narobe, če si občasno privoščimo tudi tradicionalni, klasični, puhasti krof. Pust je običaj, na pusta moramo biti masni okoli ust in takrat si lahko tisti krof enkrat na leto privoščimo in ga tudi pojemo.